Come on, it's probably not worth it. Everyone knows that the Greeks and Romans invented everything anyway. Oh, did they now? You're sure about that, are you? You know, I might just have something for you. You seem to be up for the task. Še pomanjšati. Smehlaja pa potuje po teh kanalih. Tu govorimo o obdobju v srednjem veku med 7. in 17. stoletjem in ki geografsko pokriva Španijo, severni del Afrike, Bližnji vzhod, Indijo, potem pa v Evropi preko Turčije vse do Bosne in Hercegovine. To geografsko in pa seveda časovni okvir. In pa seveda tu predstavljamo, razstava ima 7 sklopov, dom, šola, medicina, trgovanje, vesolje, mesto in pa tudi svet. Na vsakem sklopu je nekaj zelo zanimivih točk, jaz bom pri vsak muzej izpostavila enega, recimo pri domu imamo čudovito slonovo uro, izum našega pomembnejšega izumitelja Al-Jazarija. Potem pri šoli lahko izpostavim Fatimo Al-Fihri oziroma Fatimo Fihrija, ki je ustanovila doslej znano najstarejšo univerzo Al-Karuin v Fezu, Maroku in to že leta 859. Izobraževali so se recimo v arabskem svetu v arabščini, jezik ljudstva, medtem ko v Evropi so se izobraževali samo bogati, seveda v latinščini, to je bil jezik učenosti. Pri medicini imamo zelo pomembnega zdravnika in kirurga Al-Zaharavija, ki je opisal v svoji knjigi več kot 200 različnih kirurških inštrumentov, ki se praktično od 10. stoletja pa tja danes do 21. niso kaj bistveno spremenili, tudi so bili tudi napredni pri tem. Pri trgovanju vam povemo v glavnem v naših virih, ki jih zelo radi izkoriščajo, predvsem vodo in veter, in pa seveda ta črpalka, sistem zagonske ročice in oljnice, ki jo izumil Al-Jazari. Pri vesolju je zelo pomembna Meriam Al-Astrolabijeva, ena redkih primerov žensk v zgodovinskih virih zapisane osebe, ki je opravljala poklic, bila zanj plačana. In pa seveda pomen Lune za muslimanski svet in pa seveda bili so navdušenci nad vesoljem, saj so že takrat določili več kot 160 različnim zvezdam imena. Pri mestu, naš naslednji sklop, tukaj poudarek damo na Podkvastilo, ki ga vidimo tukaj v ozadju. Evropejci so ga prevzeli in preimenovali v Mavrskega, pa seveda ne smemo mimo
najpomembnejšega arhitekta tega časa, to je Sinan, eden pomembnejših sultanov v Otomanskem imperiju in seveda njegov vpliv se da čutiti še danes, saj njegove zgradbe stojijo ravno zato, ker jih je gradil protipotresno. Zadnji sklop sveta nam prikazuje zemljevide, saj Al-Idrisi je že v 12. stoletju risal svet in eden izmed njegovih zanimivejših zemljevidov je seveda obrnen na glavo, zamenjan je sever in jug. Takrat so pa zelo cenili pač znanje in pa seveda izume ali pa karkoli pač posamezni človek naredil. Je pa pomembno je, da so se izobraževali vsi, ne? Ker geniji se ne rodijo samo v bogatih družinah, ampak tudi pri revnih ljudeh.